Ja, lepo zdrav, jaz bi se najprej zahvalil skupini NLB za vso podporo. In mislim, da nam je ponudila idealno mesto, tukaj se spoštuje tradicija in tradicija je tudi final hokejskih velika. Pozdravljam vse goste in za zahvalo, da so prišli. Tako, kot je že Rok omenil, nažalost pač oba kluba nista v istem stanju, ampak mi si želimo, se trudimo, da to ohranimo, tradicijo, da probamo pripeljati, kot tudi Olimpija je bila v preteklosti v svojih težavah, pa vidimo, ki je zdaj Ljubljana je spet hokejsko mesto, ima veliko število gledalcev, upamo, da se bo to tudi na Jesenicah zgodilo. Zato na Hokejski zvezi probamo pomagati, podpirati oba kluba oziroma vse klube, ker jaz bi si v končni fazi kot igralec želel, da sem igral v obdobju, ker je bilo več močnih klubov, več izzivalcev, bil je tudi Celje v tistem času, bila je tudi Slavija, s katero sem že tudi samo v finalu, bil je Bled, Maribor, Kranj. Tako da mi smo imeli kar konkretno državno prvenstvo in ni bilo lahko priti v finale, hokejske finale. Tako da za prihodnost bi si želel isto, jaz vem, da so drugi časi, da imajo težje, igramo z različnimi klubi v različnih kategorijah, v različnih ligah. Ampak kljub temu ta finale ima veliko zgodovino in jaz upam, da v prihodnosti bodo dvorane spet polne in da bosta ekipi nekako izenačeni, tako kot smo bili v naših časih. Yeah, well, speaking to the point of rivalries, and well familiar with that from different hockey experiences, whether it's in Canada or coaching in Denmark, for example, where it's a small country, similar size, and very rich tradition of regional rivalries, different small towns competing against each other with a lot of history and a lot of competition and hatred and exciting hockey amongst rivals. So I've experienced that at different levels of my career. In terms of how we approach it and how I approach this, we want to win everything that we do, every game that we play. It doesn't matter if it's a preseason tournament, if it's our league, if it's this championship, we want to win everything. I hate to lose. I know that our players hate to lose, so we're approaching it that we want to win no matter what. So yeah, I've heard all the stories of the rivalry over the years, and we have some players from Jesenice, so and some players that didn't grow up there that were rivals of them. So there's lots of history behind it on our team, and so it's an exciting championship, and I look forward to competitive games. Thank you. V bistvu derbi imajo neko zgodovino, to je v Sloveniji tekma, kar je šteje. Tako da ne glede na vse, na to, da Olimpija igra na višjem nivoju, imajo te tekme poseben naboj, v bistvu igralci dobijo dodatno motivacijo. Vse, kar lahko rečem, je, da lahko pričakujejo pač tudi od nas, vsak si to želi zmagati, tako bomo šli mi vsako to tekmo, dali vse od sebe, da pač res naredimo vse, kar je možno, da bi prišli do nekega rezultata. To ni bil sam derbi Olimpije Jesenice, mislim, da je to v bistvu največji derbi v športu sploh v Sloveniji. In zato je treba to tradicijo še ohraniti zdaj za naprej. Dejstvo je, da v Moču smo prve leta se igrali na 7. tekmo, 3krat zapored. Nažalost Olimpija je izgubila 3krat zapored zadnjo 7. tekmo, ampak potem se je nadaljevalo, tako ste rekel, 10-letna prevlada v osvojitvi državnih prvakov. To zadnjo sezono, ki ste pa rekel, se pa spomnim potem pač, ki je šlo res tudi na nož. In v bistvu je se naredil takrat pa tudi preskok. Takrat je ekipa Jesenic naslednjo sezono šla, prvi se je pridružila Ebel ligi, avstrijski ligi in sezono zatem pa še Olimpija, mislim. Ampak v glavnem so bila te dva rivala vedno v isti ligi, nažalost letos ni tako. Jaz upam, da se bo to še kdaj zgodilo, ker to bi dal še dodatni čar in verjamem tudi, da bi publika bil tekle razprodane, koliko so bili čas. Leta 2004
Bi rekel, da so začeli tudi nekateri prestopi. Tistega leta so prišli nekateri igralci iz Olimpije na Jesenice. V bistvu je bila takrat jeseniška ekipa igralsko močnejša, tako kot bi danes lahko rekel, da je Olimpija dosti močnejša kot pa Jesenice. In takrat v bistvu je bila jeseniška ekipa v bistvu nepremagljiva, tudi v tisti ligi smo igrali, je bila internacionalna liga, smo bili brez poraza in ja, lahko rečem, da z dobro ekipo je tudi lažje zmagovati. Kar se pa tiče leta nazaj, jaz sem bil tudi igralec Olimpije, v bistvu tiste prva leta, smo pač 3 tekme izgubili in sem si enkrat zadal, da pač bom toliko cajta pri Olimpiji, dokler ne bom osvojil z njim državnega prvaka, se je uresničil pojkoj naslednji let. In po nekaj letih sem spet prišel nazaj na Jesenice, tako da sem bil na obeh področjih aktiven. V bistvu na obeh teritorijih, ljubljanskem in jeseniškem, sem se imel zelo dober. Užival sem, pač igral sem za to, ker sem imel rad hokej, pa za pripadnost dresu.